Generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije Aleš Zavrl je bil nekoč tudi sam nogometaš, igral je pri več ljubljanskih klubih. Še pred koncem aktivnega igranja se je po uspešno dokončanem študiju ekonomije spoznal z delom na Nogometni zvezi Slovenije, kjer je z leti prevzemal zahtevnejše projekte. Leta 2010 pa je postal generalni sekretar naše krovne organizacije. Na letni skupščini na Brdu pri Kranju je predstavil strategijo do leta 2020, ko bo Nogometna zveza Slovenije obeležila 100-letnico delovanja. Torej, mi smo se na Nogometni zvezi Slovenije resno lotili prihodnega srednjeročnega obdobja, torej 5-letnega do leta 2020. Lotili smo se priprave strategije, ne samo za razvoj, ampak tudi za izvajanje naših rednih aktivnosti. In to skupaj s predstavniki različnih deležnikov, predstavniki so bili vključeni medobčinskih zvez, trenerske, sodniške organizacije, nogometnih klubov z različnih področji in drugi strokovnjaki, tudi nekateri zunanji deležniki, so nam pomagali pripraviti v bistvu naše usmeritve za nadaljnji razvoj slovenskega nogometa. In seveda smo se spraševali, v kakšno smer naj gre slovenski nogomet, in to seveda za vse dejavnosti, ki jih izvaja Nogometna zveza Slovenije, oziroma za vse ravni slovenskega nogometa. V nadaljevanju nekaj podrobnosti iz programa, katerega glavni namen je še večja uveljavitev nogometa znotraj slovenskega športa in tudi družbe. Torej, naše osnovne strateške usmeritve smo izoblikovali v smeri, da želimo boljši ugled in položaj nogometa v širši družbi, kar pomeni, da želimo spodbuditi tudi državo in druge institucije, da nogomet dobi seveda mesto, ki mu pripada, glede na množičnost in glede na razširjenost. Potem seveda je veliko povezano tudi z razvojem nogometne infrastrukture, ki se seveda mora izboljšati. Hkrati želimo vključevati čim širši krog ljudi v aktivno ukvarjanje z nogometom. Postavili smo se jasen cilj, da želimo čez 5 let imeti 100 000 registriranih prebivalcev Slovenije, ki se aktivno, redno ukvarjajo z nogometnimi aktivnostmi. In seveda zadeve so povezane tudi z denarjem, treba je delati na dvigovanju prihodkov, se pravi na zanimivih produktih na področju profesionalnega nogometa na eni strani in seveda na nivoju amaterskega nogometa zagotavljati neke prihodke, ki lahko zmanjšajo stroške klubom amaterskega nivoja. Najbolj izpostavljen produkt Nogometne zveze Slovenije je seveda članska reprezentanca. Porast medijskega zanimanja pa beleži tudi prvoligaško tekmovanje. Kar se tiče naše prve lige, kot najbolj elitnega tekmovanja na klubskem nivoju, seveda v preteklem 3-letnem obdobju bil narejen premik naprej. Za novo obdobje do leta 2018 predvsem pa imamo zelo jasne cilje, ki so povezani na eni strani z dvigom gledanosti TV prenosov in na drugi strani seveda tudi z dvigom obiska na samih nogometnih tekmah. V Sloveniji smo seveda naredili nekaj korakov, so predvsem klubi na tem področju, ampak še seveda nas čaka kar veliko, da bi na stadionu privabili še več gledalcev. In to vse skupaj pomeni, da bi bilo tekmovanje bolj zanimivo, tako z medijskega kot marketinškega vidika in seveda iz tega naslova lahko v nogomet pride tudi več prihodkov. Prva liga postaja še pomembnejši potencial Nogometne zveze Slovenije tudi zaradi konkurence med televizijskimi operaterji. Mi smo ravno v razgovorih za naslednji ciklus glede generalnega pokroviteljstva na eni strani in seveda tudi glede novih medijskih partnerjev, ki naj bi se vključili za to, da bi bila liga še bolj zanimiva za gledalce, tako na stadionih kot pred TV zasloni. Sprav na tem področju moramo veliko narediti tako na strani Nogometne zveze, ki je vodstvo tekmovanja, na strani klubov in seveda tudi na strani medijskih partnerjev, ki se bodo vključili v projekt za naslednje 3 leta. Nogometna zveza Slovenije je ob tej priložnosti izdala tudi brošuro s podrobnim orisom strategije, katere slogan se glasi: Z nogometom izboljšujemo življenje.